Kakšna je tradicija praznovanja Božiča na Hrvaškem in kakšno vlogo ima pri praznovanju Sveta Kata? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Danes bomo pokukali k našim sosedom. Na Hrvaškem je Božič zelo pomemben, o čemer priča tudi to, da čeprav je Hrvaška razmeroma majhna država, ima veliko božičnih tradicij. Ti adventni običaji pa se tudi razlikujejo od regije do regije. Za večino Hrvatov se priprave na Božič začnejo na adventno nedeljo, kot je običajno v večini zahodnih držav, vendar to ne velja za celotno Hrvaško. Ponekod na Hrvaškem se priprave na Božič začnejo na Sveto Kato, ki goduje 25. novembra in trajajo ves mesec. S tem je povezan tudi pregovor Sveta Kata zatvara vrata, ki nakazuje, da po 25. novembru ni primeren čas za poroke ali druga velika praznovanja. Sveti Kati sledi sveti Nikola. Na predvečer Miklavža, kot svetega Nikolo imenujemo, otroci očistijo svoje škornje in jih nastavijo na okensko polico, v upanju, da jim bo Miklavž prinesel darila. Pridni otroci običajno dobijo sladkarije, poredni pa šibo. Tako je tudi v Sloveniji. Miklavža na Hrvaškem spremlja Krampus, kosmati demon, ki otroke straši in jim da vedeti, da se splača biti priden. Medtem ko je otroke v srednji in severni Hrvaški tradicionalno obdaroval sveti Nikola, je otroke v južni in severovzhodni Hrvaški obdarovala sveta Lucija, ki goduje 13. decembra. Na Božič nekoč daril ni bilo, sedaj pa nekateri otroci dobijo darila od Miklavža, Lucije in še od Božička. 4. decembra matere posejejo pšenična zrna, običajno v okroglo posodo, da zraste božična pšenica. Višja kot ta pšenica zraste, uspešnejše prihodnje leto se obeta. Ta tradicija izvira iz časov, ko je bilo poljedelstvo glavna gospodarska dejavnost. Hrvati Božič imenujejo badnjak. Beseda se nanaša na poleno, ki ga na badnji večer, torej večer pred Božičem, običajno prižiga oče družine. Običaj prižiganja polena se ohranil predvsem na podeželju. Praznovanje božičnega časa se konča s svetimi tremi kralji 6. januarja. Na ta dan ljudje običajno snamejo božična drevesca in okraske. V nekaterih delih severne in severovzhodne Hrvaške se je ohranila tradicija, da skupine 3 dečkov, ki se imenujejo zvezdari ali betlehemari ali pa svečari, hodijo od hiše do hiše in ljudje jih obdarujejo. Lepo pričakovanje Božiča vam želim. Lepo se imejte in pazite nase.